Današnja epizoda je pregled hitro spreminjajočega se sveta umetne inteligence, kjer se dotaknemo 4 ključnih tem: orodij za enostaven razvoj aplikacij, vpliva AI na kreativno industrijo, novih sposobnosti digitalnih pomočnikov in rasti avtonomnih AI agentov v podjetjih. Začnimo z orodji, ki omogočajo razvoj mobilnih aplikacij brez programiranja. Google AI Studio je primer, kjer z vpisom v naravnem jeziku lahko v nekaj minutah dobite delujočo Android aplikacijo za preproste primere, na primer sledilnik stroškov, kviz ali katalog izdelkov. To pomeni, da lahko majhna podjetja ali posamezniki hitro preizkusijo ideje brez velikih začetnih stroškov. Seveda imajo takšne platforme omejitve. AI Studio najbolje deluje za osnovne aplikacije. Za kompleksne integracije, napredno varnost ali posebno prilagojeno logiko še vedno potrebujemo razvijalce. Pomembno je tudi vprašanje varnosti in zasebnosti. Avtomatsko generirana koda zahteva pregled in testiranje, preden jo uporabimo v kritičnih okoljih. Druga velika sprememba se dogaja v kreativni industriji. Orodja, kot so Adobe Firefly, Canva in Midjourney, omogočajo hitro ustvarjanje vizualnih vsebin z besedilnimi ukazi ali predlogami. To demokratizira oblikovanje. Manj izkušeni uporabniki ustvarijo kvalitetne materialne, medtem ko profesionalci pospešijo rutinske korake in se osredotočijo na dodano vrednost. A tudi tukaj so izzivi. Generativni sistemi lahko nehote reproducirajo zaščitene motive ali ustvarijo sporne vsebine, zato so politike uporabe in transparentnost ključni. Oblikovalci bodo morali nadgraditi veščine, saj bo znanje o tem, kako AI orodja najbolje izkoristiti, postalo konkurenčna prednost. Tretja tema je razvoj naprednih digitalnih pomočnikov. Novi modeli, kot je nadgrajena različica Gemini, prinašajo globoko integracijo z aplikacijami. Rezervacije, upravljanje koledarja, prevodi in kontekstno razumevanje pogovorov. To premika vlogo asistenta iz pasivnega odgovarjalca v proaktivnega partnerja pri vsakdanjih opravilih. Toda močnejša integracija prinaša dileme glede zasebnosti in zanesljivosti. Več kot so ti sistemi povezani z našimi podatki, bolj pomembno postane upravljanje dovoljenj in nadzor nad tem, kaj AI lahko stori v našem imenu. Poleg tega, napake oziroma tem žlinah halucinacije lahko povzročijo resne posledice, če se ne uvedejo varnostni mehanizmi in človeški nadzor. Nazadnje poglejmo AI agente, ki samostojno izvajajo naloge in sprejemajo odločitve. V financah, logistiki in podpori strank že vidimo agente, ki analizirajo dokumente, optimizirajo dobavne verige ali avtomatizirajo administracijo. To povečuje produktivnost, hkrati pa odpira vprašanja odgovornosti. Kdo odgovarja, če agent naredi napako? Zaključek. AI prinaša ogromne priložnosti za hitrejše inovacije, večjo dostopnost in racionalizacijo dela. Hkrati pa zahteva premišljen pristop. Začnite z majhnimi pilotnimi projekti, strogo preverjajte varnost in zasebnost ter vlagajte v izobraževanje zaposlenih. Tisti, ki znajo povezati tehnologijo z jasnimi procesi in etičnimi merili, bodo najbolj uspešni v novem digitalnem okolju.